Vseeno jim je bilo za veter in mrzlo vreme. Vsaj 2 milijona mladih je na brazilski plaži Copacabana pozdravilo papeža Frančiška za molitveno bdenje, enega najbolj pričakovanih dogodkov Svetovnega dneva mladih. Skupina mladih, ki je predstavljala župnijo, se je na začetku slovesnosti zbrala pred papežem in predstavila, kako vsaka oseba prispeva k temu, da je cerkev resničnost. Mladi so prav tako predstavili življenje Frančiška Asiškega, nekaj romarjev pa je pričevalo o tem, kako jim je vera pomagala, da so preživeli težke trenutke v življenju. V svojem govoru je papež mladim zastavil zelo konkretno vprašanje, kako živijo svojo krščansko vero. Ali v svojem srcu težim k temu, da grem iz ene skrajnosti v drugo, ali odgovorim Bogu in nato Satanu? Ali iščemo Božje seme, medtem ko zalivamo trnje in plevel, ki rastejo v našem srcu? Razmislite o tem in odgovorite v tišini. Papež je nato spregovoril o posebni metafori. Glede na to, da je nogomet v Braziliji nacionalna strast, je papež mladim dejal, da bi morali trenirati svojo vero tako, kot nogometaši trenirajo svoje sposobnosti. Nagrada je veliko večja kot zmaga na svetovnem prvenstvu. Papež je mladim ponudil tudi nekaj dragocenih nasvetov, kako slediti Jezusu. Jezus nam ponuja nekaj večjega od svetovnega prvenstva. Ponuja nam možnost izpolnjenega in rodovitnega življenja. Prav tako nam ponuja prihodnost skupaj z njim, ki ne bo imela meja, večno življenje. Če želimo slediti Kristusu, potrebuje naslednje duhovne vaje: molitev, zakramente in pomoč drugim. La oración, los sacramentos y la ayuda a los demás, el servicio a los demás. Lo repetimos juntos todos. Oración, ponovimo vse to. Molitev, zakramenti in pomoč drugim. Ne slišim vas. Ponovimo. Molitve, zakramenti in pomoč drugim. Papež je nato mladim dejal, da bi morali dejavno graditi pravo krščansko družbo, saj ne morejo dopustiti, da bi življenje šlo mimo njih. Spodbujam vas, da ste protagonisti sprememb. Še naprej presegajte apatijo in ponujajte krščanski odgovor političnim in družbenim sporom, ki so realnost v različnih delih sveta. Spodbujam vas, da gradite prihodnost, naredite boljši svet, ne glejte na življenje oddaleč, živite ga. Jezus ni stal na balkonu, vključil se je, sledite Jezusovemu zgledu. No balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Na tisoče mladih, prisotnih na plaži Copacabana in vse tiste, ki niso uspeli priti v Brazilijo, je papež prosil, naj pomagajo graditi cerkev, ki izraža dobrodošlico vsemu človeštvu. Vse je povabil, naj gredo in naredijo za učence vse narode.